Z nami iz Toronta je zdaj Matthew Taub, ustanovitelj in izvršni direktor organizacije Unapologetically Jewish. Hvala, ker ste z nami in lepo vas je spet videti. Tudi mene veseli, da vas vidim. Hvala, ker ste me povabili. Res prevzemate vodilno vlogo pri zagovorništvu in ste stalen glas kljub vsem zločinom in strahu, ki se zdi, da sta vse povsod prisotna. Mislim, po vsem svetu, a še posebej tudi v Kanadi. Kaj najprej ob vsem tem vandalizmu, fizičnih napadih in vsem ostalem, kaj menite o novem svetu predsednika vlade? In ali je to po vašem mnenju zgolj leporečje? No, najprej je to zgolj leporečje, hkrati pa tudi žalitev. Veste, gledate svet vseh teh ljudi, ki se borijo proti antisemitizmu. Najprej je v svetu samo en judovski član, to je prva težava. In preostali člani, dva izmed njih, eden je poskušal odstraniti Hamas in Hezbolah s seznama terorističnih organizacij, in drugi član je bil odvetnik, ki je tožil univerzo v Alberti zaradi taborišč, ki so jih imeli po 7. oktobru. Tako da to v resnici ni odbor ljudi, ki bi si prizadevali za boj proti antisemitizmu. Tukaj kroži šala, da če kdo pozna antisemitizem bolje kot oni, so to oni sami, ker so vsi antisemiti. Prav, wow. Zakaj? Mislim, precej očitno je, kot praviš, in tukaj je predsednik vlade. Zakaj torej sploh pravi, da ustanavlja svet? Očitno ni prav resen, kot si omenila. Rekel bom, da je to značilno za vlado. To je še več birokracije. To je še en svet, ki napiše še eno poročilo, prebere še en esej, da se kar naprej dela več in več in več, samo da se stvar odlaša. Vemo, kaj je problem in vemo, kaj je treba izpostaviti. Še malo več dela, še ena študija, da bi to ugotovili. Vzrok antisemitizma, vzrok za porast nasilja, vzrok za porast napadov na judovske sinagoge ali šole, judovska podjetja, vse, kar je povezano s tem. Ne potrebujemo še enega poročila, potrebno je dejansko zavzeti stališče glede problema. Prav, kaj pa viri, kot so prisotnost policije, varnost in podobno, je bilo kaj od tega storjenega ali vsi samo hodijo naokoli kot premikajoča se tarča? Postalo je bolje. Mislim, poslušajte, postalo je bolje. Pravkar smo imeli pohod za Izrael tukaj v Torontu. 60,000 močnih judov in zaveznikov se je udeležilo pohoda v solidarnosti z Izraelom. Bil je neverjeten pohod. Letos je bilo veliko bolje. V preteklih letih smo morali hoditi skozi tako imenovani prehod sovraštva, kjer je nekaj 100 protiizraelskih, protižidovskih protestnikov vpilo grozljive stvari. Letos so bili policisti boljši, imeli so veliko boljšo prisotnost. Protestnike so potisnili približno 50 metrov stran od nas in bil je en del, kjer so jim uspeli priti skozi. Policija na to ni bila pripravljena. Ko sem to videl, sem šel tja in vsi fantje iz Chabad so bili tam, zato sem si namerno pred njimi nadel tefilin. In veš, videl si resnico, ni šlo samo za Izrael, veš, ni bilo tako, niso mi ničesar vpili, vsi vedo, kdo sem kot zagovornik, zato so vzklikali moje ime. In ni bilo tako, da bi rekli, da podpiram genocid. Naenkrat so rekli, nisi pravi jud. Wow. In veš, maska je padla, prav. Wow. Ni šlo več za karkoli, kar se dogaja v Izraelu. Bil je neposreden napad na moje judovstvo. In tam je padla maska. To je resnica. Nedavno ste napisali kolumno, za katero vem, da vam je vzela veliko truda. Bila je zelo celovita. Govorila je o načrtu B in o tem, kako ljudje ob 5. zvečer sedijo za mizo in razmišljajo, kam iti, kaj početi. Ali je po vašem mnenju ostati sploh možnost? Jasno je, da si ne želiš nujno zapustiti svojega doma in obupati, ampak vidimo val ljudi, ki bi lahko odšli na Alijo. Kakšen je po vašem mnenju načrt B? Načrt B obstaja. Mislim, v članku sem pisal o tem, kjer vsi govorijo o tem, kaj storiti naprej. Tako se je ta pogovor odvijal v Kanadi in tudi v velikem delu ZDA, vendar v Kanadi že zadnji 2 leti in pol. Veste, od 7. oktobra smo začeli pogovor o tem, kam gremo zdaj, kaj naj storimo. In kot sem napisal v članku, sta bila načrt A in načrt B, veste, zapustiti Evropo in Kanado. To sta bila načrt A in načrt B. Torej je pogovor o tem, kam gremo zdaj. In imel sem veliko pogovorov, veste, z zunanjim ministrstvom in podobnimi. Kolikor bi bilo to čudovito, Alija je neverjetna, res neverjetna stvar, ampak mislim, da ne morete sprejeti 8 milijonov judov naslednje leto. Tako, to je prva stvar. In infrastrukture ni. Ampak pogovor se je premaknil na vprašanje, ali ostanemo ali gremo.
Nekateri ljudje razmišljajo, veste, ali gremo na Florido, ali gremo v Teksas. A gremo, veste, v Panamo. Ali pa preprosto naredimo velik korak. In mislim, jaz sem mnenja, da bi morali vedno imeti načrt B. Kaj ne naredimo? Ja. Kam gremo? Ampak hkrati sem velik zagovornik, še posebej glede naše vloge po svetu. Potrebujemo diasporo. Poglejte, kako slabo postaja v Kanadi, kjer živi 500 000 Judov. Predstavljajte si, če nas tukaj sploh ne bi bilo. To bi bila povsem drugačna razprava. Torej, načrt B je, kaj naredimo. In so ljudje, ki so se pobrali in odšli, ljudje so šli, popolnoma so zapustili Kanado, vzeli so svoje družine, svoja sredstva. Veliko mojih prijateljev se je preselilo v Izrael. Potem je tu mlajša generacija, moj lastni sin, ki je trenutno v Izraelu. To je njegova prihodnost. Veš, ona to gleda tako, da ne želi načrta B. To je njegov načrt A. Diplomirala sem. To je tisto, kamor grem. Torej, on bo to uresničil. Res je precej lažje. Ko si star 22 let. Prav, točno tako, točno tako. No, Matthew, najlepša hvala, ker še naprej zagovarjaš in si pogumen. In mislim, poglej se, če bi bil kdorkoli, nihče se ne bi osebno spravljal nate, zdi se, da se znaš zelo dobro postaviti zase. Se njim to, najlepša hvala. Fredo.